Pozdravljeni. Kaj je vmesna pot in zakaj je morda ravno vmesna pot tista prava pot? Vse poti vodijo v Rim. In kako doseči, prispeti do mesta Rim, po kateri poti se podati, da bo pot še najbolj učinkovita in z najmanj obvozi. Katero pot izbrati, da bomo prišli do želenega cilja. Če zavijamo preveč v levo, bomo na neki točki morali zavijati spet zelo v desno. Če gremo samo naravnost in pozabimo zavijati, bomo na neki točki morali zavijati in levo in desno. In zakaj je torej ta vmesna izbira, vmesna stopnja, vmesna pot, tista pot, ki še najhitreje in najbolj učinkovito vodi do cilja? To bi lahko vsak pri sebi ugotovil na podlagi izkušenj, ki jih ima skozi življenje. Če gremo na primer telovaditi, trenirati tek, zdaj tista spodnja pot, če se premalo trudimo, verjetno ne dosežemo uspeha, ki si ga želimo. Ta zgornja pot, če se pa prekomerno trudimo, prekomerno naprezamo, se lahko poškodujemo in naš cilj se še odmakne, torej ne dosežemo, kar si želimo v kratkem času, temveč se ta pot podaljša. Če pa se lotimo treninga teka po vmesni poti, torej z ravno pravšnjo mero truda, osredotočenosti in volje, potem hitro napredujemo. In podobno je za vse stvari okrog nas. In tudi ob iskanju našega večnega cilja je pametno ubrati tole vmesno pot. Ne preveč, ne premanj. Tudi vode namreč ne smemo spiti preveč, ker lahko škodi, in premalo, ker smo dehidrirani. Ta pot do našega cilja na vrhu gore je v začetku široka. Torej, vmesna pot je široka. In z leti, z izkušnjami in z našo žlahtnostjo se ta pot oža. In iz začetne otroške razposajenosti se spekter, fokus, osredotočenost oža in le tako se lahko z dnevom, torej iz dneva v dan, bolj približujemo cilju. In čisto na vrhu je ta pot že zelo ozka in že vsak mali spodrsljaj nas lahko vrže iz tira. In zato so na vrhu gor, torej na velikih, visokih višinah,
tudi kakšne zajle, da lažje ohranimo to naše ravnovesje. In ravno z ravnovesjem, ki nam pomaga, da obstojimo na tej ožji poti, lahko napredujemo vse do vrha, kjer se naša pot konča, kjer uvidimo, kaj beseda Rim oziroma naš cilj, naš zaključek sploh pomeni. Pridemo namreč do nulte točke, do točke, kjer vse izhaja, do točke, kjer se vse začne in vse konča. Vedoč ali ne vedoč, to počnemo skozi naše celo življenje. Torej, zavedno ali nezavedno se učimo, kako hoditi po tej srednji poti. Poti brez pretiravanj in brez manjk. Po ravno pravšnji širini, ki nam omogoča, da iz dneva v dan napredujemo v vseh odlikah, torej ravnovesju, pogumu, stabilnosti, vseh odlikah, ki so nam pomembne za doseganje našega cilja. In ta cilj je samo eden in se nahaja na vrhu gore, katere se ne da videti s prostim očesom. Ta gora je namreč v nas samih. In bliže, ko smo, bolj jo vidimo. In čisto na vrhu je spet ne vidimo več, ker mi sami stojimo na njej. Tako. To je ta vmesna pot, ta zlata sredina, ki vodi do našega želenega, večnega zlata. Do najžlahtnejše kovine, ki jo nosimo vsi v sebi. Tu. Tukaj in zdaj. Hvala.